Hi, jaz sem v Istanbulu. Oh my god! Jaz sem trenutno v Istanbulu, probably izgledam ful sfukano zdaj. Zaradi tega, ker je danes že 7., 8., čakaj. Začeli smo v soboto, zdaj je ponedeljek, 9. dan. Ne morem vam nič kaj konkretnega reči, v glavnem jaz sem v Istanbulu, which is amazing. Pokazala bi vam razgled, ampak lovim še zadnje žarke sonca, tako da bom na hitro naredila en Q&A. S sabo imam seveda kavico, ker rabim energijo, ker nisem pošteno spala že teh 9 dni. In tudi nisem gledala nič Netflixa in nič YouTubea in nič ne sledim na Instagramu, pojma nimam, kaj se dogaja, baje je James Charles zgubil ful enih subscriberjev. I don't know what's going on in this world. Dajmo raje začeti. By the way, zdaj si moram dati malo duška z slovenščino, zaradi tega, ker že zadnjih 9 dni govorim samo s Hrvati. In ne morem glih toliko hitro govoriti, ne morem uporabljati zakompliciranih besed in zdaj jih lahko in that's great. Zdaj pa res začnimo. Prvo vprašanje, če bi za en dan mogla biti nekdo drug, kdo bi bila? Kdo bi bila? Mogoče Leonardo DiCaprio, to bi bilo ful cool biti. Ja. Koliko časa si bisexual in kako je tvoja mama izvedela za to? Kako je reagirala? Bisexual, ne vem, zaradi tega, ker to ne postaneš kar tek čez noč, tako da ne morem pač določenega datuma povedati, ampak se mi zdi, da že dlje časa vem za te stvari. Mislim, ko sem prvi slišala za opcijo, da je ženski lahko všeč in moški in ženska, sem, I guess, pogruntala, oh my god, that fits me perfectly. Moja familija je reagirala ful pozitivno, noben ni imel nobenih problemov s tem. I have a cool family, you know. Ali so te sošolci zafrkavali, če ja, zakaj? Ogromno. I was bullied as hell. Probably sem to omenila že v veliko videih. Ja, v glavnem mene so ful bullyali. Jaz sem bila res the butt of all the jokes. Vedno sem bila nekje v ozadju, the third wheel or the 100th wheel. Nobeden se ni neki ful zanimal za mene, I guess. Če so imeli priložnost, so me potunkali. Such great people. I love them so much. Ampak, brez teh izkušenj najverjetneje ne bi bila to, kar sem zdaj. Ne bi vedela vseh teh stvari, ki jih vem zdaj, ne bi bila tako močna. So I guess that was good. Thanks, mates. Kaj delate v Istanbulu in še kje drugje ste bili? Bili smo še, začeli smo v Zagrebu, potem smo šli v Beograd, potem smo bili v... A veš, da ne vem? Sploh ne vem več, že na začetku ste opazili, da sploh ne vem več, kjer dan je. V glavnem, zdaj trenutno smo v Istanbulu, peljali smo se skozi Bolgarijo. V Bolgariji še nisem bila in tudi nisem dosti videla, ker je bila noč. Ampak, I guess, zdaj sem bila v Bolgariji, čeprav ne vem, kaj izgleda. Istanbul, v glavnem, kaj delamo tu? Snemamo nekaj. Vse boste zvedeli še kasneje v pravem času, trenutno vam ne morem pa čisto nič druga povedati. Kako in kdaj si spoznala Bako Prase in Veroniko in tudi Frana? Spoznali smo se na snemanju tega, kar delamo. Nisem jih poznala prej, zaradi tega, ker ne spremljam hrvaške in srbske scene na YouTubu at all. Ampak se mi ful cool zdijo, mislim, ful cool ljudje so, tako da pač zdaj, mislim, jaz njih ne tretiram kot YouTuberje in influencerje, zaradi tega, ker sem jih spoznala bolj osebno, nisem jih sploh prek YouTubea spoznala. Ali imaš kakšnega brata ali sestro? Še vedno ne. Ali si že kdaj imela kakšno operacijo? Ne. Oziroma, zdiranje modrostnega zoba, ne vem, a se to šteje kot operacijo, I guess to sem imela, kaj drugega pa sploh ne. Thank God. Koliko fantov si imela skozi šolanje? Ok, čakaj. 6? I think so, 6. Ja, skozi šolanje. Kako se vidva z Bako Prase razumeta, če vedno, ko ga snemaš, govoriš z njim po slovensko? Z tega, da so naši jeziki toliko podobni, ajde prvi dan me ni nič razumel, ampak zdaj pa se nekako že navadil na to, kar govorim in tudi jaz pač sem iz Velenja, so I understand a lot, sam govorim ne. V bistvu problem je bolj v tem, da pri meni ful dolgo traja, da jaz pač v glavi sestavim stavek, zato je pač lažje, da jaz pač povem po slovensko in se pol nekako zmenimo, zaradi tega, ker bi res... Tema gre naprej in oni se po svoje pogovarjajo in jaz sploh ne morem tako hitro govoriti hrvaško, srbsko, whatever. Čeprav razumem pa 99% na vse. Gledala sem film Julija, pa se mi je zdelo, da sem te videla not, pa me zanima, če si bila to res ti. Res je, that was
me. V glavnem, ja, that was a long time ago in jaz sem bila takrat čist drug človek, by the way. Kakšno je kaj mesto samo? Predvidevam, da misliš Istanbul. Meni Istanbul nadaleč mi zgleda ful sick mesto. Mesto? What the fuck? Ko si pa enkrat noter v ulicah, mi je pa toliko vsega in pač ful je vse na kupu in klaustrofobično, I don't like that. Ampak tek, če si pa malčken izven, pa gledaš na Istanbul, mi je pa top, res lep. Ampak, you know, ok, razgled ima lepe, I guess. Razgled je res lep. Yep. A imaš dioptrijo ali so ta očala sam za okras? Imam dioptrijo, sicer imam ful nizko dioptrijo, moja dioptrija je 0,25, nekaj takega, pa cilindri. I don't know that shit, ampak ja, dejansko imam dioptrijo in očala niso sam za okras, ampak jih ne nosim zelo pogosto, zaradi tega, ker jih ful ne rabim. Ampak trenutno je tam za mano ful lep razgled in je ful fajn imeti očala gor, zato da lahko se vidim. Koliko si bila stara, ko si imela prvi poljub? Mislim, na 13. Jep, 13. Pri kolikih si imela prvega fanta, pa kdaj misliš, da je čas za to? Isto 13, trajalo je en mesec, ampak you know, I guess se to šteje. Definitivno bi rekla, da takrat nekaj začneš poskušati, ampak like, ne vsega vzeti preveč resno, zaradi tega, ker pač si star 13. You're a child. Tako da pač tudi jaz nisem, I guess. Pač nekaj veš, da če boš s tipom pri 13, you're probably not gonna marry him. First heartbreaks are difficult, but they're stupid. Kaj je prva stvar, ki jo opaziš na človeku? I guess oči. Osebnost je meni ful pomembna, oči pa lasje. Lasje definitivno, cause jaz imam eno tako obsesijo z dobrimi lasmi. So, if you got great hair, to posebej velja za punce. I love a girl with great hair. Kaj si po horoskopu in ali verjameš v horoskop? Po horoskopu sem škorpijon. Verjamem bolj v to, da smo vsi različni glede na to, v katerem mesecu smo rojeni. Zaradi tega, ker nas drugače tretirajo v šoli, recimo. Glede na to, v katerem letnem času. Mogoče to vpliva na osebnost, ampak da bi pa nekaj za ful za prihodnost bilo, pa ne vem kaj vse, pa po zvezdah. Tega pa ne verjamem. Ampak ja, definitivno pač kot škorpijon sem bila med mlajšimi v razredu in zaradi tega, ker sem razvila malo bolj thick skin. To bi znalo biti. I don't know. A je tvoj oče še živ, ker pač ga nikoli ne vidimo, medtem ko tvojo mamo vidimo? Kako vprašanje je to? Mislim, če bi se slučajno zgodilo, da moj oče ne bi bil več živ, aren't you a little bit rude? Just saying. Ne, moj pater je perfectly healthy, perfectly alive, ampak ne živim z njim, živim z mamo in zaradi tega ni pogosto v vlogih in ni pogosto na Instagramu. Ampak he's alive, trust me, he's very much alive. Poslušaš Billie Eilish in a ti je všeč njen stil glasbe? Story time, I used to hate her. Ne vem zakaj, pa sem nekje randomly slišala komad Bad Guy, mislim, da je ta tak najbolj slaven trenutno. And then I liked her. To je tak edina moderna muzika, ko mi je všeč. That's great. That wasn't much of a story time. Ali sta se z Benom jokala, ko je Iron Man umrl? By the way, oops, spoilers. Jaz sem se zelo jokala. V kinu sem skoraj umrla. In nisem imela robčkov, imela sem make-up gor. Ben se pa ni toliko jokal, he doesn't care. Zakaj si se odločila za nakup Apple Watch? Ker lahko. Zdela se mi je cute. Jaz nisem imela dobesedno nobene ure dejansko za na roko. So I was like, I need that, zato ker moram biti na tekočem s časom. In pa sem se odločila, hey, why not buy an Apple one? I make some big money, kids. Trust me, I don't. Da bi bila rajš v dvigalo z Lokijem ali Iron Manom? I like that type of questions. They're both dead, just saying. Probably, mislim, Iron Man, ok, zdaj moram reči, Iron Man je ful bogat. What the fuck, gold digger. Ampak Loki je pa bog, pač he's literally a god. That could be interesting. Teda probably Loki. A si že daj probala pasji hrano? Ja. Koliko palačink lahko največ poješ? 3. A veš, da si bila enkrat na storiju od žene od Rogerja Taylorja? Yep. Mislim, da sem na zdaj že 4-krat, I don't know, ampak I'm very happy for that. Znaš peti? I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide a whole new world? Ne. Bi plesala v Zvezde plešejo?
maybe. A je bila vožnja do Istanbula naporna? Ja, zaradi tega, ker ni bilo samo to, da se vozimo, ampak tudi snemamo. Mislim, smo snemali ogromno vmes. Ustavljali smo se, ne vem, ostati je bilo treba ob, 7 zjutraj in iti na zajtrk. Hodili smo spat ob, ob polnoči. V Istanbul smo prišli ob 2 zjutraj in šli snemati mogli bi snemati ob 8. Pol smo sicer prestavili, ampak ja, je bilo kar naporno, no, ampak sem full happy. Full sem happy, da sem tu, pač I can't believe it, v Istanbulu sem. What? Tako da ja, mislim, nasploh trenutno je malo naporno, ampak pol, ko sem spominjala vsega tega, mi bo pa top. Ok, mislim, da je to za vsa vprašanja. In tudi kavice ni več. Hvala, da ste gledali moj video, hvala, da ste poslali vsa vprašanja moj Instagram, če vas zanima, kako je moj Instagram, je @kaja.solo. Followajte me, spremljajte, če bom še kdaj naredila kak Q&A. And that's it. Se vidimo v naslednjem videu. Fajn se imejte, veliko se smejte in se vidimo. Čau!